Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo spekli en kolač za dušo pocrklat. Tole je marcipanov kolač s kokosom. Ti jesenski kolači so meni res blizu in tale je enostavno pripravljen biskvitni del. Pripravimo kar v eni skledi, boste videli kar v multipraktiko, bomo zmešali vse. Potem se to delno speče in gor dodamo še kokos. In tole je pač res nekaj najboljšega. Zelo prijeten, sočen, poln okus in hkrati preprost. A sem vam že prodal tale marcipanov kolač s kokosom? Yummy. Kako je sočen? Pa še nekaj vam povem, ko sem testiral tale recept, 4. dan je bil še kar sočen. Sicer ne vem, če bo zdržal toliko časa, pred meni je, no, ampak 4. dan, zdaj ga gremo pa kar speč. Sprva se lotimo priprave kolača, torej biskvitnega dela, vzamemo marcipan in ga natrgamo v posodo mešalnika oziroma multipraktika. Zdaj prilijemo še stopljeno maslo in pa toplo mleko. Še sladkor dodamo v mešalnik, potem pa tole zmiksamo toliko časa, da se marcipan v celoti raztopi. Dodamo še 4 jajca velikosti L, segreta na sobno temperaturo. Zdaj, ko imamo pa noter še jajca sobne temperature, še mandljev ekstrakt, tako da ojačamo aromo marcipana, približno tretjino tele, ker je res močna aroma. Še suhe sestavine, presejemo moko, pecilni prašek ter sol. Itak, da gre malo mimo. Maso za biskvit vlijemo v pekač, ki je obložen s papirjem za peko in namaščen. Tale masa za biskvit gre zdaj v pečico. Pekač je 30 x 10 cm, 30 do 35 minut se bo popeklo na 170 z ventilacijo. Vmes pa naredimo še kokosov topping. Medtem ko se peče osnova, marcipanova osnova za kolač, pripravimo še kokosov topping. K stopljenemu maslu dodamo instant kavo, prilijemo še vaniljev ekstrakt, dodamo rjav sladkor ter malce razžvrkljane beljake. Zdaj pa prilijemo še mlačno mleko, malce premešamo, dodamo kokosovo moko in vse skupaj dobro premešamo, da dobimo bolj gosto pasto. Kolač je zdaj skoraj pečen, na sredini mora biti še malce surov, kajti zdaj gre gor tale kokosov topping in potem se bo skupaj peklo in nočemo, da je vse skupaj spodaj prepečeno. Zdaj pa tole razporedimo povrh in postavimo še enkrat v pečico. Kokosov topping premažemo povrh biskvita, tole poravnamo, tako da malce zgladimo površino, nato pa vse skupaj prestavimo nazaj v pečico in še enkrat spečemo vse skupaj. Kako tole fajn diši, mešanca kokosa, marcipana, čist malo kave, res čudovit kolač je tole. Peče se 15 do 20 minut s tole kokosovo plastjo. Zdaj pa priporočam, oziroma nič priporočam, ker tole morate narediti. V celoti se mora ohladiti v pekaču, kajti kokos, dokler je še topel, bo rahlo drobljiv in potem, ko boste rezali, bo vse skupaj šlo v nič. Tako da najboljše, da ga pustite čez noč stati, pokrit ga in vam garantiram, tale kolač je sočen itak še 3 dni, tako da nič ne boste zamudili. Takole, jaz sem počakal do naslednjega dne, kolač je fino ohlajen in res dobro sočen. Tole bo zdržalo komot 3 do 4 dni. Poglejte, kako luštno izgleda. Veliko zabave pri peki in dober tek.